Serpentinšek, na stopu smo pač mnenja največji kriminal, da gre tak talent v politiko. To bi mogli nekako tako prepovedati z ustavo, kandidirati takim kreativcem. Ker klele, RTV bo padel, ne? Mario ostane brez sodelavca, Na zdravje ostane brez sodelavca, pa v bistvu ti brez enih 26 likov v dveh oddajah. Serpentinšek ni lik televizije, Serpentinšek radija. Serpentinšek je nastal na Radio Gaga. In v bistvu si mu dal ti ime, ne? Ma dobro, to ni pomenilo, ampak nastal je na radio in smo ga razvijali. In je Marjan zadevo furil tako, kot se spodob. Z alternativnim humorjem, res za razmišljajočim, dal je vse v sebe na oddaji, Nočim na zdravje bil ljudski humor. Ne? Se pravi, sta bila dva serpentinška, ljudski, ki se je prilagajal širši masi in pa bolj alternativni serpentinšek, oba z istim značajem. Televizija Slovenija, RTV Slovenija pač na kadre, ki nekaj velja, ne zna poskrbeti. Ne zna ločiti med plevenom in tistim, kar je pšenica. Tisto, kar uspeva, kar je dobro, kar daje instituciji možnost preživetja, da se lahko brani pred plačniki RTV naročnine. Njim je popolnoma vse. In če bi jaz bil direktor televizije, seveda, ali pa če bi bila tole privatna televizija, bi tazga človeka zaščitil. Najprej bi ga vprašal, že ko so se pojavile govorice, kam gre tako, kaj ti manjka, kaj lahko zate naredimo. Sami bi ga tržil tukaj, ker Marjan je verjetno najboljše tržno blago v svetu humorja zaradi trenutno v Sloveniji. Lahko dela, kar hoče. Vsak dan lahko samo nastopa, če hoče. Pa ni treba enurne nastope delati, gre lahko na 10-50 letnic vsak dan. Mislim, praznovati. Ja, smo razumeli. Tako da je to sramota za televizijo, da ga ni zaščitila. Tudi tem so se pogovarjala tudi z zdajšnjim direktorjem Miho Lamprechtom, ki je šele nastopil, zgrožen je, ker on ga je zaposlil takrat. On je bil eden redkih ljudi, ki je takoj na začetku samo slišal, ga je rekel, ta človek mora priti v to hišo. Ko je bilo težko dobiti zaposlitev, je Miha rekel, tega rabimo. In zdaj Miha po 4 letih prihaja nazaj kot nov direktor in prva misel mu je bila, kaj narediti z Marjanom, kam ga da izkoristimo vse potenciale. Je bilo grozno. Miha, Marjan odhaja med župane. Kaj? Grozno. Ni pa to sam problem Serpentinška. Ti imaš praktično skozi probleme s kadri, ravno zaradi tega, ker jih ne moreš primerno stimulirati. Tukaj praktično delate, jaz se rad pošalim, za burek in sok, ali pa burek in jogurt. Njihova cena je 30 €. In zdaj šokiran sem bil šele pred... Jaz sem jim sam povedal, fantom, vsi, ki smo ne morem tega dobiti. Jaz imam pa en status na RTV-ju tukaj, da ste vi neki nebodiga treba. Vi ste nekaj tazga, ki pride slučajno na radio, če ima nekdo čas, pride pred mikrofon, pove 5 stavkov in gre, zato bi rad bil še plačan. Se pravi, sami imajo karakter nečesa, česa ne bi se nacionalna institucija izogibala. In seveda, ko sem iskal med amaterskimi igralci pa med profesionalnimi igralci, študenti akademije, če bi lahko kdo kaj naredil, niso niti vprašali, zakaj gre. Aha, radio, koliko? 1 ura vsak teden, a celo uro, ja, celo uro. Aha, ja, vse to je v bistvu en snemalni dan, pripravijo pa to. To je pa v 250 €, pa če se dobro zmeniš do 600. Kaj? Ja, pravi, to je snemalni dan na televiziji. Kakšen snemalni dan? Ja, če igraš nekje tam, ne vem, prejemno, sediš malo tam, pa spiješ kaj, pa rečeš 2 stavka, dober dan, kako ste? A ja, jaz se bomo šli, ja, že pa in greš, To je neverjetno, Ne vem. A ne vidijo pa recimo ti kadri priložnost v tej smislu, da ne vem, delajo na radiju, rečemo pod ceno, zato da se lahko potem tržijo kot, ne vem, z nastopi ali pa kaj podobnega? Tržil se je samo Marjan Šarc, edini. Tilen je artač, on je zapisan glasbi, on študira violončelo, že končal študij violončela, zdaj dela doktorat v Gradcu, tako da je njegova kariera bolj vezana na to. Bi pa ostal tukaj, če bi videl, da je ta stvar zadeva. Predlagal sem artaču, če bi prevzel nekoč Radio Gaga, pa rekel, stvari so to tako neurejene, sem rajši v glasbi, ki je bolj urejeno, čeprav ni. Vemo, da je simfonični orkester, klasična glasba bi rekel, lobiranje veliko večje, tudi pomembno, z katere države si, če si Izraelci in tako naprej. Skratka, starši, akademija, kdo te uči in kaj. Jure Mastnak nima nobene želje, on dela to z užitka. Resnično dela z užitka, on ima status športnega novinarja. Potem je pa tukaj, vidiš, Renato, na katerega se najbolj sanjam, on je pa podjetnik, on ima pa zaposlenih 100 ljudi. In pride po potrebi v Ljubljano in mi lepo pove, da ne rab nobenega honorarja, on pride z veselja, kadar ima čas. Tako je pač to.
Ostalih je pa težko najti. Ne? S temi stand-up komiki No, to sem tudi pomislil. Ne moram nič pomagati. Ne? So prišli na audicijo, na en tak pogovor, ampak to je groza zdaj s humorjem v zadnjih časih. No? Humor je meni se zdi v Sloveniji dosegel kulminacijo takrat z Butenskalo, pa polkrat sva s Filetom delala improvizacijo, se pravi v živo, da ni bilo napisano, potem je pa intelektualnost, nabitost z razumstvom humorja začela padati in danes poprečnost, ki je, bi rekel, najbolj prisotna v vseh medijih, akumulira na dan samo nesnago. Ne? Spolni organi nam podobne zadeve, policaji, blondinke, tako kot bi knjigo bral o teh slabomnih vicih, to delajo zdaj stand-up komiki, z njimi se ne vem kaj pomagati. Masakr povprečja. So pa verjetno za trg veliko bolj zanimivi, kot smo mi. Ne? To smo zdaj sicer malo presenetil, ker sem zadnje leto pa pol, recimo 2, predvsej spremljam stand-up sceno, pri nas pa se mi zdi, da vse nekdo, ne sicer imitator, no, ampak da je neki humorja kvalitetnega tudi zraven. No. Ja, sam ta humor je deficitaren, ne? Niso zdaj, če se sami ne bodo prebili. Ne? Jaz se spomnim enega humorista, en tak tipičen primer se mi je zdel v eni dvorani, sva s Kobalom nastopala. Kobal je izjemno inteligenten fan. In ima humor, on bi lahko delal Popper, je delal na nivoju, lahko bi delal pa še na večjem nivoju. Skupaj s Kobalom, z Verčem. Ne? To je ena najtežjih kombinacij, to, kar jaz zdaj počnem na Radio Gaga, ko jim dajem temo. Jaz jim dajem naslov, dajem jim temo in jih vodim, tako kot pisatelj vodi knjigo in glavne junake. In oni pač so dolžni to improvizirati. In ti moraš biti neopazen, da boš zgodbo naredil od začetka do konca. Ti imaš vse v glavu, kako se bo to končalo, kako se bo to naredil, samo ti ne smeš izstopati. To je bil Sergej Verč pred Kobalom. In takrat je bilo to genialno. In kaj se je zgodilo, enkrat smo šli skupaj nastopati in ugotovim, da publika ne konzumira dobrega humorja. In ko je Kobal začel govoriti kot župnik, to so bili še eni prvih nastopov, zelo zanimivo, satirično, ne? Ni bilo odziva publike. Ko je pa flašo vzel, pa nagnil, pa še cigaret prižgal, pa še za prašnike prijel, ne, je pa folk padel v trans. In je pol Boris na tem nivoju nadaljeval, ne. Medtem, ko sem jaz čisto govoril, bom rekel, in potem sem študiral, da pač verjetno kaj dosti nastopal, pa kakšne mase ne boš dobil na način, kaj delaš. Ne. In je res, se je to zgodilo. Zato si potem dodal kitaro, da jih probaš dobiti na muziko. Ne. Muzika je čisto, vse znam šel malo teže komade, ne.